Mama, obtožena, da je ubila eno od svojih hčera in poskušala ubiti še drugo hčer in njenega fanta s strupenim vinom pri zahvalni večerji, je podala šokanten zahtevek. Želi si izpust iz zapora. In razlog? To je nekaj, česar nismo pričakovali. Poleg tega. Še vedno ljubim žensko, s katero sem bil. Še vedno ljubim žensko, ki mi je rodila otroka. Ženska, ki je zdaj tam spodaj na sodišču, si zasluži smrt. To je oče dekleta, ki naj bi popila vino in izgubila življenje. Njena mama, Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugel. In ne samo, da je obtožena umora in poskusa umora zaradi domnevnih dogodkov na zahvalni dan, imam tudi nove informacije o tem, kako naj bi leta 2007 ubila še enega moškega. In tukaj je še ena velika novica. Organi pregona v drugih zveznih državah naj bi preiskovali še eno smrt, in sicer smrt Gudrunega bivšega moža. On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Imamo veliko za obravnavati. Pokazal vam bom sporočila, ki naj bi jih Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugel poslala očetu njune hčerke, deklice, ki naj bi jo ubila. In to je bilo pred aretacijo Gudrun, kjer sprašuje o življenjskem zavarovanju. Preden pa se lotimo tega, želim govoriti o predlogu, ki ga je njena ekipa pravkar vložila, v katerem zahtevajo, da jo odobrijo izpustitev iz pripora pred sojenjem. Obramba 52-letnice pravi, da je, ko so jo januarja pridržali zaradi več obtožb umora, dojila svojega 3-letnega otroka in da želi s tem nadaljevati. V dokumentih je tudi zapisano, da ima 8-letnega otroka. Tukaj je slika Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugel v Cordonu, Severna Carolina, po podatkih WLOS-TV. Vidite lahko, da se nasmehne, ko vstopi v sodno dvorano. Obtožena je umora prve stopnje, 2 poskusov umora prve stopnje in 3 točk zaradi razdeljevanja določenih prepovedanih živil in pijač zaradi domnevnih dejanj na zahvalni dan leta 2025. In sooča se še z eno obtožbo za umor v povezavi s smrtjo moškega leta 2007. Jaz sem jo poznal kot Lindo Jean Casper. Od kod sta se vzela Gudrun in Leinenkugel, nimam pojma. Tu je Travis Peterson, živi v Wisconsinu in je oče Lila Livis, 32-letne hčerke Gudrun Linda Jean Casper Leinenkugel, ženske, ki je umrla zaradi vina, ki naj bi ji ga na zahvalni dan dala njena mama. To je slika, ki mi jo je Travis poslal, na kateri sta on in njegova hči, ko pravi, da ga je obiskala v Wisconsinu lansko poletje. Zdaj to so slike, ki jih je delil z nami in prikazujejo Travisa, Gudrun in Lilo kot mlado družino v zgodnjih 90-ih. Povedal je, da sta se na koncu razšla. Nikoli nista bila poročena. In potem sta Gudrun in Lilo odšli, ko je bila Lila še mlada v Severno Karolino. Zdaj bom obtoženko imenoval Gudrun, saj naj bi bilo to zdaj njeno uradno ime. In tako jo tudi sodni sistem naslavlja. Ampak Travis pravi, da jo je poznal kot Lindo. Travis je v najinem pogovoru razkril veliko stvari in čez trenutek vam bom pokazal tista sporočila, za katera pravi, da mu jih je Gudrun poslala po smrti njegove hčerke. To je bilo, preden je bila Gudrun aretirana. In imela je zelo specifično finančno vprašanje, domnevno za Travisa. Toda preden pridem do tega dela, vam želim predstaviti še nekaj drugih novih podrobnosti, ki smo jih izvedeli in vas popeljati skozi ta primer, tako kot ga pozna Travis. In pravi, da je bil zgodnji decembrski dan lani, ko ga je ženska, ki jo je poznal kot Lindo, mater njune hčerke, poklicala povsem nepričakovano. Za Lelino smrt sem prvič izvedel 2. decembra, ko me je poklicala Linda. Imel sem neznano številko iz Severne Karoline, zato sem se oglasil. Takoj, ko sem slišal njen glas, sploh ni bilo treba, da se predstavi. Ampak želela je vedeti, kdaj končam z delom, veš, po nekaj malega klepeta. In jaz sem rekel, ne, kaj je? Hotela je, da počakam do konca službe. Jaz pa sem rekel, ne kličeš me kar tako. Kaj se dogaja? Trajalo je nekaj časa, ampak mi je končno povedala, da je Lila mrtva. In vsi v mojem oddelku so vedeli, da naj ne hodijo do moje mize, ker sem se sesul. Takrat Gudrun ni bila obtožena. Aretirana je bila šele nekaj tednov kasneje, 16. januarja. Poleg pogovora s Travisom za to epizodo imam tudi na novo razpečatene naloge za preiskavo, ki opisujejo, kaj naj bi se po besedah policije zgodilo med večerjo za zahvalni dan, ki se je končala s smrtjo. Torej, vrnimo se k tej večerji.
30. novembra se je ta družina zbrala v Gudrininem domu na Schmidt Terrace v Hendersonville v Severni Karolini, blizu Ashevilla. Za mizo naj bi bilo približno 12 ljudi, vključno z Gudrin in njeno 32-letno hčerko Lilo Levis. Imate še Gudrinino drugo hčerko, njeno ime je Mia, in potem je tu še Miin fant, moški po imenu Richard. Poleg tega sta bila tam še dva druga moška, ki sta bila omenjena v nalogu za preiskavo. Enemu moškemu je ime Landon in policija je zapisala, da ga je Gudrin imenovala za svojega fanta. Bil pa je še en moški, njegovo ime je Jeffrey. In Gudrinina hči Mia pravi, da je bil Jeffrey fant njene mame. Zelo zanimiva dinamika. Na večerji so nekateri člani te skupine pili vino. Kasneje zvečer je fant Gudrinine hčere Mie, njegovo ime je Richard, začel slabo počutiti. In to naj bi Gudrin povedala Travisu o njuni hčeri Lili. Ni veliko povedala o dnevu, razen tega, da je Lila šla domov. Poklicala je, ko je prečkala gore. In to je približno uro ali dve vožnje, odvisno od razmer, in rekla je, da se Lila slabo počuti, za vsak primer, če bi se slabo počutil še kdo drug na srečanju. Veš, simptomi podobni gripi, razdražen želodec in vse to. In potem je rekla, da naslednji dan, ko je poskušala poslati sporočilo in poklicati Lilo, ni dobila odgovora. In zato je poklicala policijo. In so jo v bistvu našli mrtvo v njenem domu. Gudrin naj bi oblastem povedal, da sta Lila, Mia in Richard vsi pili iz iste odprte steklenice vina. In v dokumentu piše, da je Mia naredila požirek vina, pljunila ga je ven, rekla je, da je imel čuden okus. Ampak Lila in Richard sta še naprej pila to vino. Preiskava je pokazala, da so vsi trije zaužili kemikalijo imenovano acetonitril. Centri za nadzor in preprečevanje bolezni ter EPA pravijo, da gre za prozorno, brezbarvno tekočino, ki se lahko uporablja kot topilo za litijeve baterije. Ko pa enkrat pride v telo, se lahko spremeni v cianid, ki je lahko smrtonosen strup. Agencije jasno navajajo, da je ta kemikalija strupena in povzroča simptome, kot so glavobol, slabost in je lahko smrtna, če jo človek zaužije. Torej, to je izjemno nevarna snov. Lila je umrla 1. decembra. Richard, Mijin fant, je moral v bolnišnico, ker se je tudi on počutil slabo. V bolnišnici je bil skoraj teden dni, preden so ga odpustili. Policija pravi, da je imel Richard v krvi strupene ravni cianida in da je bil na tako imenovani ravni 10. Zdravniki pravijo, da so vrednosti med 0,2 in 5 že toksične za to kemikalijo. Mi je že policiji povedala, da je njena mama domnevno prinesla steklenico vina in jo nato ponudila vsem pri večerji. Zdelo se ji je, da je bilo vino že odprto. Morda ga je malo manjkalo. Travis, oče, ki živi v Wisconsinu, mi je povedal, da je šel na hčerkin pogreb, potem, ko ga je Gudrin poklicala in mu povedala, da je umrla, ker se je razbolela in so jo po tej večerji ob zahvalnem dnevu našli mrtvo v njenem domu. Toda v tistem trenutku, ko je šel na pogreb, Gudrin ni bila obtožena nobenega kaznivega dejanja. In opisal je to kot njuno srečanje, kar je bilo prvič, da je videl žensko, ki jo je poznal kot Lindo, odkar je pred leti šel na njuno hčerino maturantsko slovesnost, pravi. Poskušal sem se srečati z njo naprej, da bi lahko sam zastavil vprašanja. Nisem mogel vprašati vsega, kar sem želel, ampak ne vem, ali prepisujem zgodovino. Ne vem, ali sem. Morda tukaj kaj izumljam, ampak ko sem govoril z njo, delovala je, kot da ni pri sebi. Bila je toga. In ko sem jo hotel objeti, mislim, bilo je, kot da objemaš desko. Travisu se je to zdelo nenavadno vedenje. Policiji pa se je zdelo vedenje Gudrin prav tako nenavadno. Mi je že rekla, da njena mama ni pila tega vina, ker je bila alergična na grozdje. Po teh odpečatenih odredbah za preiskavo se zdi, da je bila Gudrin do oblasti odkrita glede tega, da je mislila, da bi vino lahko imelo nekaj opraviti s smrtjo njene hčerke. Zdravnik je povedal, da je Gudrin prišla v bolnišnico in jim povedala, da je bilo vino shranjeno na mestu blizu tistega, kjer hranijo kemikalije, ki jih uporabljajo v svojih hlevu, vključno s trupom za podgane. To so slike, ki so bile priložene v nalogih za preiskavo njenega telefona, ki jih pregledujejo namestniki šerifa. Pred večerjo je Gudrin po navedbah oblasti iskala, citiram, kaj se zgodi, če po nesreči zaužijem acetonitril.
V policijskem zaslišanju naj bi Gudrun povedala, da je nekdo, ki živi v njeni hiši in ga imenuje stric Dan, kupil kemikalijo na eBayu. Ni jasno, kdo je ta oseba. Rekla je, da si kemikalije ni mogla kupiti sama, ker je imela težave s prijavo v Amazon in eBay. Policija prav tako pravi, da jim je Gudrun povedala, da je bilo vino shranjeno na območju, kjer se igrajo otroci in da so ga morda, citiram, dobili v roke. Ena tamkajšnja narednica me je poklical in mi postavil več vprašanj, ves čas pa je spraševala, ali ste prepričani, da ste Lilin biološki oče. In jaz sem rekel, zakaj pa ne bi bil? Nisem nor. Ja, Lila je moja hči. In rekli so mi, da je Lin povedala, da je njena 2-letna hči Beatrice dala strup v vino. Ne, ali ste že kdaj videli, da bi 2-letnik poskušal preliti vsebino iz enega vsebnika v drugega? Ne, ni mogoče. Ampak ena stvar, ki me je res prepričala, da je kriva, policiji je povedala, da je Lilin biološki oče, preden se je Lila rodila, preizkušal avto. Samo da bom prav razumel. Preizkušal je avto in imel hudo nesrečo, zaradi katere je ostal paraliziran od vratu navzdol. Po nekaj časa je Lindi povedal, da noče, da bi ona trpela zaradi tega in si je vzel življenje. In potem je brat Lilinega biološkega očeta posvojil Lilo, ker ni želel, da bi Lita odraščala brez očeta. Zdaj pa si poglejmo ta sporočila, za katera Travis pravi, da mu jih je Gudrun poslala pred aretacijo. Travis pravi, da mu je Gudrun po Lilini smrti poslala sporočilo in ga vprašala o življenjskem zavarovanju, ter ali je imela Lila polico na svoje ime. Domnevno je rekla, nočem zamuditi ničesar, kar bi morala narediti zanjo. Travis pravi, da je Gudrun poslal ček, da bi pomagal pokriti stroške pogreba njune hčerke. Travis pravi, da je konec januarja poslal Gudrun sporočilo, v katerem je poskušal izvedeti, kje je smrtni list njune hčerke, vendar ni dobil odgovora. To so zdaj njegove trditve, ki jih policija ni potrdila. Linda je bila aretirana 16. januarja, zato nisem dobil nobenega odgovora od nje. In potem je imel eden od člankov številko policije v Hendersonvillu. V drugem članku je pisalo nekaj o tem, da je morda šlo za prevaro z življenjskim zavarovanjem. In pregledujem sporočila, ki sva si jih z Lindo izmenjevala sem ter tja, in eno od njih je bilo, da je spraševala o življenjskem zavarovanju, ki sta ga moja mama in oče sklenila za Lilo. Ampak to je bilo, ko se je rodila leta 1993. In mislim, da ko je dopolnila 1 leto, so nam ga dali. In unovčili smo ga, ker smo potrebovali nekaj denarja. In to sem ji povedal. Ampak vztrajala je, naj ponovno vprašam mamo in očeta. Zato sem to tudi storil. Potrdila sta mojo zgodbo, razen da je mama rekla, da je bila življenjska zavarovalna polica na moje ime, ne na Lilo. Tako da bom moral verjeti mami glede tega. Kako dolgo nazaj je bilo, ko je vprašala glede življenjske zavarovalne police? V začetku do sredine decembra, takoj potem, ko sem se vrnil s pogreba. Oblasti se še niso izrekle o morebitnem motivu v tem primeru. Travis pravi, da je, kolikor ve, imela Lila dober odnos z mamo, zaradi česar je vse skupaj še bolj skrivnostno. Potem, kakšen je bil njun odnos iz dneva v dan, ne bi vedel. Potem, kar mi je povedala, sta bili precej povezani. Laila je razmišljala o nakupu zemljišča v Severni Karolini in njena mama naj bi zgradila hišo. In nikoli ni bilo nobenega znaka, da bi bilo med njima kaj narobe. Lili bi rekel, da še vedno ljubim njeno mamo. In ona bi rekla, ja, vem. Ni veliko ljudi, ki bi predvidevali, da bi njihov partner ali nekdo, ki ga poznajo, bil sposoben tega, za kar jo policija obtožuje.
Ampak ali je kaj iz njene preteklosti ali iz časa, ko si jo poznal, zaradi česar bi si kdaj mislil, da bomo tam, kjer smo danes? Nikoli, res nikoli si tega nisem predstavljal. Pravzaprav bi danes branil Lilo ali Lindo pred vsemi temi obtožbami, če ne bi bilo dveh ali treh stvari, ki so mi jih policisti povedali, da jim jih je povedala med zaslišanjem. Domnevni umor Lele ni edini, za katerega je Gudrun obtožen. Policija pravi, da je Gudrun leta 2007 našel moškega po imenu Miša Schmidt. Poznan je bil tudi kot Mihael in našla ga je mrtvega v njegovi prikolici na posestvu, kjer Gudrun danes živi, na istem posestvu, kjer je bila tista večerja za zahvalni dan. Schmidt je bil lastnik posestva. Gudrun je živel v hiši na posestvu. Gudrun je takrat policiji povedal, da je bil Schmidt alkoholik in uživalec drog. Zadnjič, ko je Gudrun rekel, da je videl Schmidta, je bilo 2 dni prej, ko sta skupaj spila nekaj pijač. Policija je zapisala, da je obdukcija Schmidta pokazala, da je umrl zaradi zastrupitve z acetonitrilom. Isto kemikalijo so našli tudi v telesu njene umrle hčerke in hčerkinega fanta, ki je moral v bolnišnico. Schmidtova raven je bila 300. Zdaj ni jasno, zakaj oblasti po skoraj 2 desetletjih zdaj obtožujejo Gudruna tega zločina. Že leta 2007, in to je zanimiv del naloga za preiskavo, ki je bil razpečaten, so oblasti zapisale, da je zavarovalnica povedala, da je bila polica življenjskega zavarovanja sklenjena 5 dni pred Schmidtovo smrtjo. Prav tako pravijo, da opis njega v vlogi ni ustrezal tistemu, ki je bil posredovan mrliškemu ugledniku. Policija pravi, da je polica po Schmidtovi smrti njegovi ženi izplačala $100,000. Ni jasno, kje je Schmidtova žena danes. Imamo tudi nove informacije, da naj bi oblasti v drugi zvezni državi ponovno preiskovale smrt moškega, ki je bil nekoč poročen z Gudrun Lindo. Jan Kasper Leinenkugel. Njegova smrt pa je bila leta 2017. Lokalni časopis iz Severne Karoline, Hendersonville Lightning, poroča, da policija v podeželskem okrožju Sawyer v Wisconsinu ponovno preiskuje smrt moškega po imenu Elroy Lund Jr. Umrl je v svojih 70 leta 2017, ko je bil poročen z žensko, ki je bila 28 let mlajša od njega. Njeno ime je Gudrun. Po poročanju časopisa naj bi imel Lund zdravstvene težave, zato njegova smrt ni bila obravnavana kot sumljiva. Vendar časopis zdaj poroča, da zaradi obtožb in očitkov, s katerimi se Gudrun trenutno sooča v Severni Karolini, oblasti v okrožju Sawyer ponovno preiskujejo ta primer. Pomembno je poudariti, da Gudrun ni bil obtožen v povezavi s smrtjo tega moškega. V najinem pogovoru je Travis izpostavil nekaj pomembnih vprašanj o Gudrun in njeni preteklosti. Zdi se, da je Gudrun poskušala uspeti kot lastnica restauracije v Ashevilleu v Severni Karolini. V lokalnem časopisu The Mountain Express je bil leta 2016 članek, v katerem so intervjuvali Gudrun o tem, kako sta ona in njena poslovna partnerja začela načrtovati Patent Public House julija 2023. To so slike, ki so še vedno objavljene na Instagram računu zdaj že zaprte restauracije. V članku Gudrun pove, da je delala že od svojega 13. leta. Citiram: "Imela sem pralnico. Morala sem se naučiti, kako voditi posel in popravljati stroje. Bila je dobra učna izkušnja," je povedala. Članek nadaljuje, da je odprla 6 restauracij in barov po vsej državi. Ni jasno, kje so bile te restauracije. Zdaj v članku Gudrun pravi, da so njeno restauracijo navdihnili udobje, hrana in pivo, ki so jih ponujale evropske gostilne, s katerimi je odraščala. In trdi, da je kot otrok preživela čas na potovanjih med Minnesoto, Wisconsinom in Nemčijo. Zdaj se spomniš, da je Travis postavljal nekaj vprašanj o imenu Gudrun, ker jo je poznal kot Lindo, ko sta bila skupaj. Hendersonville Lightning poroča, da si je oktobra 2004 spremenila ime v Gudrun Linda Jean Kasper Leinenkugel. Nekolikor vem, še nikoli ni bila v Nemčiji. Ko sem bil z njo, sta bila njena mama in oče iz Spring Valleyja v Wisconsinu. Preselili so se v Exlund, da bi tam vodili pralnico. Krajevni prebivalci so jih imeli za tujce, zato niso pogosto prihajali v pralnico. In šele potem, ko so pralnico prodali domačinu, je ta zares zaživela. To je zgodba, ki sem jo dobil od njih. Ampak glede na to, kar berem v časopisih, kar berem iz drugih virov, ne vem več, čemu naj verjamem. To ni ženska, s katero sem bil. To ni ženska, ki jo imam še danes rad.
Tista ženska, ki mi je rodila otroka. Bilo je preprosto čudovito. Vem, da je ona, mislim, očitno je, ona je mati tvojega otroka. To je preprosto drugače kot odnosi, ki jih imaš z drugimi ljudmi. Ampak tudi skozi vse to, ko vidiš, zakaj je obtožena, slike nje v sodni dvorani, ali jo še vedno ljubiš. Še vedno ljubim žensko, s katero sem bil. Še vedno ljubim žensko, ki mi je rodila otroka. Ženska, ki je zdaj tam spodaj na sodišču, si zasluži smrt. Zdaj spet, to so močne besede, s katerimi končujemo naš pogovor s Travisom. Tožilci pravijo, da v tem primeru ne bodo zahtevali smrtne kazni. Pomembno je poudariti, da velja Gudrun za nedolžnega in da so vse stvari, o katerih govorimo, zgolj obtožbe in zaenkrat samo obtožbe. Primer Gudrun bo naslednjič na sodišču 11. maja. Pregledali bodo predlog, ki ga je njena obramba pravkar vložila, v katerem zahtevajo, da ji dovolijo izpustitev pred sojenjem. Poleg tega, da Gudrun navaja, da želi še naprej dojiti svojega 3-letnega otroka kot razlog, zakaj ne bi smela biti v zaporu, njena obramba tudi trdi, da trpi za zdravstvenimi težavami in da ji pripor pred sojenjem ogroža zdravje. Prav tako trdijo, da so obtožbe, s katerimi se trenutno sooča, posredne in da so obtožbe specifične narave, kot pravijo, ter ne kažejo, da bi predstavljala splošno nevarnost za javnost. Z nami iz Severne Karoline se nam zdaj pridružuje Jason St. Aubin, odvetnik za kazensko obrambo, da nam pove več o tej zadevi. Vem, da ste pravkar ustanovili svoje podjetje, St. Aubin Law. S tem se ukvarjate že več kot 20 let. Ne vem, koliko primerov kot je ta ste videli v teh več kot 20 letih. Zdi se, da je tukaj veliko različnih dejavnikov. Tudi zdaj, ko izvemo več informacij od organov pregona, je še vedno veliko vprašanj. In ko se postanejo te preiskovalne odredbe javne in se razkrije še več stvari. Na tej točki, na kaj najprej pomislite, ko pogledate primer proti Liningu Kugelu in kako močan se zdi primer tožilcev v tem trenutku? To vprašanje gre v jedro vsakega umora. Kako močan je primer? In zanimiva stvar pri teh posebnih vrstah primerov je, da v vsakem primeru, kjer naj bi bil uporabljen strup, zelo redko, boste imeli dejanske tako imenovane neposredne dokaze o tem zastrupljanju. Kar pomeni, da bo to izjemno redko, razen če je oseba res slaba pri zastrupljanju, da jo bodo dejansko videli, kako vliva strup v katerokoli snov, ki jo bo nekdo zaužil. Tako imate v skoraj vsakem od teh primerov to, kar imenujemo posredni dokazi. Posredni dokazi so le bolj zapleten izraz za stvari, ki jih ne vidite, a so verjetno resnične. Torej, več kot je posrednih dokazov v primeru, lažje je sprožiti pregon. In zakon dejansko obravnava obe stvari enakovredno. Torej, samo zato, ker nekdo ni videl, da se je nekaj zgodilo, to še ne pomeni, da ne moremo dokazati, da se je to res zgodilo. In v takem primeru, kot je ta, kjer naj bi se zastrupitev zgodila med večerjo, na kateri je bilo prisotnih okoli ducata ljudi. In vsaj 6 od teh ljudi je domnevno zaužilo vino, ki naj bi bilo zastrupljeno. No, to postane veliko močnejše, če je vpletenih več ljudi. In mislim, da je to edinstveno dejstvo v tem primeru. Vem, da so tožilci v preteklosti trdili, da je imela, citiram, kaj se zgodi, če po nesreči zaužijem acetonitril v svoji zgodovini iskanja. In trdijo, da je bilo to iskano pred večerjo, kar lahko razumem. Kot tožilec to predstaviš sodišču in veliko porotnikov bi reklo, v redu, razumem. To mi vsekakor začne graditi zgodbo o tem, kaj se je tukaj morda zgodilo. Ti si odvetnik za kazensko obrambo. Kako bi se temu uprl? Veš, kako bi v takem primeru izpodbijal tak dokaz, če bi bil predstavljen? Torej, najprej, v redu, to je pošten odziv na to. Obstaja še veliko drugih. Mislim, da bi kot porotnik rekel, to bo šlo malo v to smer. Ja. Mislim, da je veliko stvari, ki zamegljujejo vprašanja v tem primeru. Začenši z dejstvom, da je res težko to ločiti od njene prejšnje obtožbe, ki bo verjetno vključena v to konkretno obtožbo. Ena od težav, s katerimi se boste soočili kot odvetnik za kazensko obrambo v tem primeru, je tako imenovani dokaz po pravilu 404b. Še enkrat, številka in črka, ki v preprosti slovenščini pomenita, da bo prejšnja obtožba, da je uporabila strup, da bi škodovala nekomu drugemu,
verjetno povezana s tem primerom in predstavljena kot dokaz. To pa stvari nekoliko otežuje. Kar se tiče njene zgodovine iskanja, mislim, da ima danes vsak napravo in vsak ima zgodovino iskanja. Vsak ima določene stvari v tej zgodovini iskanja. In ko izvajam tisto, kar imenujejo voir dire oziroma izbira porote, vedno sprašujem ljudi, veste, verjetno nihče ne bi želel, da bi vsi videli vsako posamezno stvar v njihovi zgodovini iskanja. Ker tega morda niste iskali iz razloga, zaradi katerega ljudje mislijo, da ste. Izvajanje stvari iz konteksta je lahko zelo težavna stvar. Stvar je v tem, da se to lahko postavi v kontekst. Če bi, na primer, tista posebna kemikalija, ki je ustvarila cianid, bila najdena bodisi kot ostanek v steklenici vina, ali če bi bil dejansko cianid najden v krvnem obtoku te osebe. Nalogi, ki sem jih prebral in videl, ne govorijo o izvidih sodnega zdravnika v tem primeru. Ampak to bi bil res zapleten problem, če bi bila ta posebna snov tista, ki so jo našli na posestvu, ali pa če bi bil cianid, ki ga je ustvarila, najden v krvnem obtoku. Obstajajo tudi druge obrambe in drugi načini, kako stranko obvarovati pred morebitno smrtno kaznijo ali celo do smrtne kazni v določenih okoliščinah. Toda te vključujejo obrambo na podlagi duševnega zdravja ali druge vrste stvari, ki so lahko na voljo ali pa tudi ne. Ker se tudi sam sprašujem, če ste odvetnik obrambe v tem primeru, mislim, imate 12 ljudi, ki sedijo okoli te mize in vem, da ena od njenih preživelih hčera trdi, da je bila Gudrun tista, ki je prinesla vino na mizo. Ampak tudi, veste, živijo na kmetiji, se zdi, ali na nekakšnem posestvu, kjer je pač potreba po tem kemikaliju, ker imajo podgane. Mislim, da sem to prebral v enem od nalogov za preiskavo. Zdi se, da ko imaš 12 ljudi v prostoru, čeprav je ona obtožena, obstaja priložnost za odvetnika obrambe, da že samo na podlagi tega dela primera vzbudi dvom v glavah porotnikov. Absolutno. Predvsem zato, ker je tam toliko ljudi, ki bi lahko imeli dostop do teh kemikalij in jih morda tudi uporabljali. Lahko bi šlo za neko naključno zadevo, glede na to, da sem v nalogu prebral, da je bila steklenica že odprta in kdo ve, ali jo je odprla ona ali pa jo je odprl kdo drug. Seveda pa obstaja tudi vrsta sumljivih dejstev, kot je na primer to, da ni popila nobenega od tega vina. Vendar pa njena preživela hči pravi, da je alergična na to vino in da to ve iz prejšnjih izkušenj. Tako bi to lahko pojasnilo, zakaj ga morda ni pila. Zato mislim, da je lahko tudi motiv vprašanje, ker nikjer ne vidim, da se ona in njena družina ne bi razumeli. Do te mere, da bi bil motiv sploh pomemben razlog za poskus zastrupitve tolikih ljudi. Samo mislim, da je že samo po sebi veliko vprašanj glede tega, zakaj bi nekdo šel tako daleč, da bi prizadel toliko ljudi, če za to sploh nima motiva. Zdi se skoraj enako verjetno, razen če so predstavljeni še drugi dokazi, da bi lahko obstajale okoliščine, pod katerimi je šlo za nesrečo. In še vedno je toliko stvari, ki jih v tem trenutku ne vemo o družinski dinamiki, ki je bila prisotna. Še vedno poskušamo izvedeti več o ozadju Gudrun Kasper in od kod prihaja. Vem, da je poskušala odpreti restavracijo v Ashevilleu na neki točki. V tem primeru iz leta 2007 je ime žrtve Miša Schmidt. Zanimivo se mi je zdelo, da je bilo njegovo ime v prejšnjem nalogu Michael Schmidt. Zdi se, da so tam podatki nekoliko nejasni. Poskusiš ga poiskati. V starem časopisu je vrstica, ki samo pravi, da je nenadoma umrl. Izvedeli smo iz teh nalogov za preiskavo, da je imel acetonitril v telesu, ko je umrl. Mislim, kaj bi še potreboval? Že si tožilec v tem primeru, poleg dejstva, da se zdi, da je povezava tukaj ta kemikalija med smrtjo Lile Livis in nato Schmidtovo smrtjo vse do leta 2007. Tu znam še enega Mišo, ki si je spremenil ime v Mike. Mislim, da je to zelo pogosto ime, ki ga ljudje spreminjajo. Ampak bom rekel tole. Ena od stvari, ki sem jih opazil v več kot 20 letih dela na nasilnih kazenskih primerih v Severni Karolini, je ta. Velikokrat je potrebno nekajkrat, enkrat ali dvakrat, da tožilec
opazi. Še posebej, če je nekdo prikrit glede tega, kaj ali kako nekaj počne. Veliko kaznivih dejanj dejansko ostane nerešenih, bolj kot si ljudje mislijo ali želijo vedeti. In kar se zgodi skozi čas, je, veste, ne glede na to, ali gre za primer, ko en otrok pristane v bolnišnici in šele ko drugi pristane v bolnišnici, se zavedo, da morda eden od staršev škoduje tem otrokom. Ali pa ko ena oseba umre na skrivnosten, a razložljiv način, kjer morda ne bi želeli odrediti obdukcije ali toksikološkega pregleda. Ampak ko se zgodi kaj takega, mislim, da res temeljito preverijo, tako da imam zdaj tak občutek, veš. Razkritje tega primera po mojem mnenju predstavlja zelo zanimiv izziv za obrambo, pa tudi morda za tožilstvo, kar zadeva skupno sojenje v teh primerih. Ker bi bilo to za to osebo, če bi jo sodili skupaj, zelo, zelo škodljivo. Tako da to za tožilca ni posebej visok prag. Ampak mislim, da če bi bil jaz njen odvetnik, bi se zelo, zelo trudil, da jo čim bolj oddaljim od tistega prejšnjega primera. In to je bilo moje naslednje vprašanje. Ker če se postaviš v misli porote, si nekako tako. V redu, poglejmo, kaj bodo tožilci predstavili. Potem pa mi poveš, da je bila že obtožena umora pred 20 leti. In nenadoma obravnavaš večerjo za zahvalni dan. Malo drugače, kot bi si morda želel kazenski odvetnik, če bi šlo to na sojenje. Torej, nekaj vprašanj. Kateri primer obravnavaš najprej in ali se ti primeri obravnavajo skupaj? Najprej bi rekel, da so te porotniki odlični. Imamo srečo, imamo najboljši sistem na svetu, ko gre za kazensko pravosodje. Tudi če gledaš televizijo in imaš vprašanja ali pomisleke glede tega, kako se primeri obravnavajo ali vodijo, imamo, kar je po mojem mnenju najboljši sistem, kar jih lahko imaš, in ponosni moramo biti na to, kar smo zgradili. Ampak prav zaradi tega imamo zaščito, varovala in podobne stvari. To bo pomagalo nekomu v takem položaju, da bo pošteno sojen. In mislim, da če si ti tožilec, boš najprej poudaril podobnosti med primeri, ne glede na časovno razliko, kdaj so se zgodili. Ta vrsta stvari se običajno ne uporablja za dokazovanje. No, naredil si to enkrat, zato si to naredil spet, ampak se uporablja za dokazovanje, da se pojavlja isti vzorec. Zato ni nič nenavadnega ali nerazumnega misliti, da bi ta oseba lahko imela dostop do teh kemikalij ali da bi lahko vedela več o tej situaciji. Glede na to, da so bili blizu nečesa, kar se je že zgodilo na podoben način, tudi če jim kaznivo dejanje še ni bilo dokazano. To se pogosto dogaja v primerih napadov, pogosto se dogaja pri ropih, kjer se proti nekomu uporabi vzorec njihovega domnevnega vedenja. In porotniku je natančno naročeno, vsem je natančno naročeno, naj ne razmišljajo v smislu, no, če so to storili prej, bodo to storili spet. In porotniki so res dobri v tem, kar počnejo. Tako bodo vzeli te dokaze in jih upoštevali v luči njenih domnevnih dejanj na zahvalni dan. Vendar je zelo verjetno, da obeh primerov ne bodo obravnavali hkrati, da bi se izognili tej pristranskosti. Iskreno povedano, morda je lažje obravnavati novejši primer s preživelimi pričami, kar je pri takšnih primerih zelo redko. Običajno govorimo o eni sami tarči, ki jo nekdo zelo natančno opazuje, načrtuje in si prizadeva doseči prav to eno osebo. Videti to v okolju, kjer je bilo domnevno več ljudi izpostavljenih tej snovi, je izjemno redko. Mislim, da tega res še nikoli nisem videl, razen primera s Tylenolom v 80-ih letih. Tam se je to dogajalo in je bilo naključno. Tukaj pa gre za zelo ciljno usmerjeno dejanje, vendar proti več kot eni osebi. Ja, se spomnim, da je na Netflixu prav lani izšel dokumentarec o tem. Tožilstvo v tem primeru ne zahteva smrtne kazni. Kaj menite o tej odločitvi, glede na vaše izkušnje? Severna Carolina je zvezna država, kjer je smrtna kazen dovoljena in običajno v določenih primerih tožilci zahtevajo smrtno kazen. Kaj menite o njihovi odločitvi, da v tem konkretnem primeru ne zahtevajo smrtne kazni? Torej, do nedavnega so bile odločitve glede smrtne kazni v Severni Karolini izjemno redke. V času, ko sem bil na območju Charlotte, se spomnim le 2 primerov, v katerih je smrtna kazen dejansko prišla v poštev. Eden od teh primerov je bil dvojni umor policistov, ki se je zgodil pred kar nekaj časa,
In ta možnost je bila dejansko umaknjena, ko se je izkazalo, da eden od detektivov v tem primeru ni predal dokazov obrambi. Torej, tudi takrat je bila ta možnost odstranjena kot možna kazen in ta oseba je na koncu dobila dosmrtni zapor. Zdaj so se stvari spremenile. Sprejet je bil nov zakon, ki dejansko dovoljuje usmrtitve na skoraj kakršenkoli način, dokler jih druga zvezna država razglasi za humane. To pomeni, da če obsojeni zapornik, ki čaka na izvršitev smrtne kazni, izbere eno od teh možnosti ali se odloči za eno od teh, ali pa če država ne more zagotoviti ustrezne metode usmrtitve z smrtonosno injekcijo, potem lahko izberejo drugačen način izvršitve smrtne kazni, vključno s streskim vodom ali drugimi sredstvi, celo električnim stolom. To je bil zelo nedaven zakon, ki je bil sprejet šele konec lanskega leta. Tako da do tega trenutka še ni bilo nobenih resničnih primerov, kjer bi bile te metode uporabljene ali kjer bi tožilci po vsej zvezni državi pogosteje zahtevali smrtno kazen. Mislim, da je v tej regiji naše zvezne države redko videti takšne primere. To sploh ni presenečenje, da tudi v takšnem primeru, kjer je več ljudi domnevno tarča, na tak način država ne izbere možnosti smrtne kazni. Še vedno obstajajo precejšnji stroški in veliko pritožb ter podobnih stvari, zaradi katerih bi morali razmisliti, ali je to sploh vredno ali ne. Torej, nisem presenečen, ker se to redko zgodi. Vendar bi se to lahko začelo dogajati pogosteje, glede na to, kar se je zgodilo v naši zvezni državi. Ja, in bomo videli, kaj se bo zgodilo v tem konkretnem primeru. Mislim, veš, klišejsko je reči šokantne obtožbe, ampak ko prebereš vsako novo informacijo, ki pride ven, vsakič, ko to pokrivamo, je to res šokanten primer in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Jason St. Aubin, odvetnik za kazensko pravo iz Severne Karoline. Hvala, kot vedno, da ste bili z nami na Law and Crime. Cenimo to. Hvala vsem, da ste me povabili. Lepo te je videti, Chris. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na naš kanal na YouTubu in nas spremljajte na Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.